tvoj zaposleni je bil tvoj sponzor, tvoj garant, ko si ti izgubil službo iz kakršnega koli razloga, ker ni tako zaščitnikov Slovenije, ne, si mogel nazaj domov. Tudi oče, recimo, ko sem mu rekel, jaz se selam v Dubaju, rekel, ja, si ne uredi. V Dubaju nikoli nisi usidran, zato ker zelo drago življenje in ti moraš skozi nekaj delati, da preživiš. Pri nas, če ne delaš, greš domov, ni sociale. Da mi ne moramo zatisniti očesa pa se nekako sprostiti. Da bi rekel, zdaj pa kar bo. Ne? Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente, recepte za uspeh. Danes je pa en zelo poseben podcast. Jaz sem zelo vesel, da lahko gostim enega svojih najboljših prijateljev, Nejca oziroma Nika. Živijo, Nejc. Zdravo, hvala za vabilo. Zdaj, malo se bo dotaknila tvoje v bistvu izjemne zgodovine in pa selitve v arabski svet, s trebuhom za kruhom. Dotaknili se bo tudi Nik Lojevec, ne drugače Nejc. Tako je, tako. Ampak preden greva v vse te zanimive stvari, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil. Tako da, Nik, začel si kot v Sloveniji in si postal diplomiran inženir strojništva in mednarodni podjetnik. Kasneje si specializiran za logistične industrijske rešitve na Bližnjem vzhodu, tako da to bo ful zanimiva tema. Svojo kariero si začel na fakulteti za strojništvo v laboratoriju za fluidno dinamiko in termodinamiko. Zdaj pa si že več kot 12 let živiš in delaš v Združenih arabskih emiratih kot poslovni direktor za Bližnji vzhod pri irskem proizvajalcu industrijske opreme Combilift. Upam, da sem prav izgovoril. Ja, super, super. Ogromno podjetje, tudi pol se bova tega dotaknila. V svoji karieri imaš res zelo bogato kariero. Si sodeloval v številnih pomembnih industrijskih projektih v regiji. Tudi definitivno se dotaknila, kako je delati biznis tam, kako je delati biznis pri nas. Potem 2018 si v Združenih arabskih emiratih bil en prvih si bil pri projektu, ki bo en prvih avtomatiziranih logističnih sistemov v regiji, ki ste ga postavljali. Zelo zanimiv, ker vemo, da logistika je v času COVID-a eksplodirala. Pri svojem delu, se pravi zdaj, ker si biznis direktor za Bližnji vzhod, sodeluješ z največjimi podjetji na svetu. Vsi poznamo, ali pa če ne poznamo, Saudi Aramco, vemo, da je to ena največjih svetovnih podjetij, ADNOC, DP World, DSV, pa z vodilnimi oil and gas podjetji. Tvoja v bistvu pot je pa zelo zanimiva, ker pokrivaš v bistvu zelo veliko trgov. Pa če se sam dotakva, se pravi Združeni arabski emirati, Saudska Arabija, Katar, Kuvajt, Oman, Bahrajn, Jordanija, Egipt, Libanon, Irak, Šrilanka, tako da praktično skoraj ne bi pokril. Ker v bistvu podjetjem nudite in probate izboljšati logistične procese, optimizirati skladišča ter uvajati napredne industrijske tehnologije. Si pa tudi ustanovni član zelo močnega društva Slovencev v Združenih arabskih emiratih, ki je bilo ustanovljeno leta 2023 v Dubaju z namenom povezovanja slovenske skupnosti v Združenih arabskih emiratih. Danes upravljaš funkcijo predsednika, pa imate že več kot 250 članov, kar je zelo zanimivo. Pa še ena zadeva, pred kratkim, tega se je tudi dotaknila, si odprl, si soustanovil podjetje Top Mop Slovenija, kjer si tudi direktor. Podjetje se ukvarja s čiščenjem prostorov, tako da tudi zanimiva zgodba, tako da nisi skozi v tujini, si tudi v Sloveniji. Tako da ja, greva kar po vrsti. Moje prvo vprašanje je zmeri, zdaj midva se dobro poznava, skupaj sva tudi trenirala, se hecala in tako naprej. Če greva midva nazaj v gimnazijske čase, kakšen si bil takrat? Te že takrat malo zanimala logistika pa biznis, da bi imel svoje podjetje? Ja, v bistvu še enkrat najlepša hvala, pa če lahko tole izkoristim, sem ti prinesel eno malenkost, dubajsko čokolado. Hvala, ta je original, tako da upam, da ti bo tekelna. Drugač pa, ja, v bistvu moja pot je bila v bistvu malo drugačna, nikoli nisem mislil, da bom nek podjetnik ali pa da se bom vcelil izmed vse te družbe, recimo, če se spomnim tebe, ti si bil tisti, ki si res želel iti ven v tujino, jaz sem bil bolj za peč, kar se temu reče, jaz sem zmeraj mislil, da bom ostal v Sloveniji. Tako da, jaz sem bil vedno strasten navdušenc nad letali,
tako da jaz sem zmer mislil, da bom pilot. Tako da sem se tudi z letalstvom ukvarjal že od majhnega. Mislim, da sem bil star 16 let, sem že opravil tečaj za jadralnega pilota. Tako da sem v bistvu celo to srednjo šolo nekako bil z aviacijo povezan, plus pač športa. Ne? Tako da kasneje, ko sem šel na fakulteto, sem imel tudi v mislih, da bom pač pilot, poklicni pilot. Moj oče se s tem nekako ni strinjal. On je bil mentalitete, da čim imaš, ne vem, neke plombe ali pa neki to našlo čez, tako da rabim en drug poklic, tako da pol se je pač situacija tako obrnila, da sem ostal na fakulteti za strojništvo, pa potem prilika se je izkazala, da sem se preselil v tujino. V tujino, the best. Daj mi povej, oseba tako kaj ti, ogromno nekih klubukov, predsednik društva Slovencev v Združenih arabskih Emiratih, biznis direktor za Middle East v tako veliki firmi, pa se bo podjetje tudi dotaknila, koliko je veliko, delati s takimi v bistvu globalnimi podjetji, odpreti svoje podjetje. Kako se ti organiziraš? Kakšen je recept za uspeh za te naše poslušalce, da bojo vedeli, a imaš ti se v nedeljo pripravaš za teden, se pripravaš en dan prej, pogledaš urnik? Ja, v bistvu zato, ker trenutno pokrivam, ne vem, mislim, da je 10-11 držav, večino časa potujem, se pravi jaz sem doma v Dubaju z družino, ne? Potem pa moja naloga v bistvu je, da veliko potujem med temi državami. To pomeni, da vsak teden nekam grem, večinoma je to recimo Saudska Arabija, potem pa pač te ostale države okoli. Ravno sem prišel iz Jordanije recimo. Tako da v bistvu moj urnik se nekako začne tako, da si planiram sestanke glede na državo, ko grem. Letim verjetno nekje med nedeljo in ponedeljkom v te države, tam ostanem 4-5 dni, odvisno kakšen je urnik. In od tega potem naprej, glede na sestanke, ki jih imamo, planiramo vse ostalo. Tako da moj neka taka baza za urnik je ta potovanja, ki jih moram narediti, ki jih je pač veliko. Tako da zdaj imamo v Middle Eastu Ramadan, to pomeni, da se vse malo ustavi. Zato sem tudi tle na počitnicah, ta teden je Eid, to pomeni, da vsi muslimani slavijo, tako da smo prosti, tako da zato sem tudi v Sloveniji. In jaz sem tudi zelo vesel, da lahko tale podcast posnameva. Dajva se vtakniti malo podjetja, se pravi Kombilift, ogromno mednarodno podjetje, blizu 700 milijonov prihodkov delate, več kot 1100 zaposlenih, v več kot 100 državah ste prisotni in v bistvu več kot 95%, lokacija mame je na Irskem, ampak več kot 95% je v bistvu izvoza v tujino, kar pomeni, da si ti zelo, zelo pomemben dejavnik v teh 700 milijonih. Daj nam malo povej, kako je delati v takem globalnem podjetju, kjer v bistvu imaš mamo na Irskem, hkrati si pa ti odgovoren v tujini za to koliko trgov. V bistvu jaz delam za to podjetje že 12 let. Začel sem tako, da sem v bistvu bil njihov zastopnik, par let, mislim, da 3-4 leta, potem pa sem začel z njimi delati direktno. Mi se ukvarjamo z logistiko, se pravi vse, mi smo proizvajalci različnih strojev, dvignemo lahko nekje do 150 ton. Srečo imamo, da smo prisotni skoraj v vseh industrijah, razen nek fintech, to pač nismo, ampak karkoli more podjetje dvigati, se pravi različne proizvodne, recimo od proizvodne hrane do skladišč hrane, Amazon centri, potem različne inženiring tovarne, oil and gas, se pravi vsi te, ki črpajo nafto, imajo recimo, mi temu rečemo drilling tools, se pravi različna orodja za črpanje nafte. Se pravi vse to je treba prenašati iz točke A v točko B. Mi smo pa specializirani za to, da optimiziramo te procese, se pravi moja služba v bistvu je dosti inženirska, se pravi zato smo tudi prisotni na trgu. To pomeni, da mi imamo lokalne partnerje, ampak ker smo inženiring podjetje, to pomeni, da z našo prisotnostjo pomagamo tudi strankom pač hitrejš najdeti podrešitve. Zato tudi pač veliko potujem, da imam direkt stik z končnimi kupci, strankami, imamo tudi pač after sales, kar je pomemben. Tako zelo zanimiva služba. Vedno nekaj novega, novi izzivi. Je pa res, da Middle East je v bistvu še ne tako razvit v tem konceptu. Po eni strani recimo se pogovarjamo, da bomo leteli z droni,
ampak po drugi strani pa vedno pravim, da na cestah se prevažajo kamioni, ki imajo več milijonov kilometrov. Tako da je še veliko stvari za optimizirati. Daj mi povej, jaz mer, ko gledamo Evropo, se pogovarjamo o enotnem trgu, ampak hkrati v bistvu ni, ne? Vsaka država je zelo specifična, ne samo jezik pa kultura, ampak tudi kako se dela posel. Kako je v arabskem svetu? Pokrivaš 10 oziroma 10 plus trgov, a so si trgi podobni, zelo različni, je tako, kot je v Evropi, je čist drugač? V bistvu moja prednost je, ker sem se jaz leta 2014 preselil v tujino, se pravi v Dubaji. Prvo, kar si rekel, nekako pozabil vse, kar pač znaš iz Evrope, a ne? Ker jaz v bistvu takrat še nikoli nisem šel niti na metro. In v bistvu mi je to nekako omogočilo, da sem imel nek tak začetek, da sem se vse, kar sem rabil, sem se naučil. Recimo, ko se ti preseliš, takrat je bil, se pravi, ta arabski svet še vedno bolj tak, kako bi rekel, tradicionalen, tudi vize si težko dobil in tako naprej, tako da je bil zelo drugačen, kot ga danes poznamo, sploh Dubaj. Tako da sem se v bistvu vse mogel od začetka naučiti, ti, ko se enkrat preseliš v tako državo, ti ne veš niti kako avto registrirati, recimo, ne. Tako da moraš vse od začetka. Kar mi je potem pomagalo, da sem zelo hitro razumel njihovo kulturo. Jaz sem recimo 2-3 leta veliko ljudi tudi spraševal glede v veri, ker pač v tem svetu so relativno zelo verni. Mislim, da molijo 5-krat na dan, kar je za nas nekaj pač nepredstavljivega, se pravi, oni imajo med delovnim časom pravico iti na molitev. Recimo, zdaj ne vem, mislim, da pred 1 letom ali pa 2 letoma smo spremenili tudi delovnik v Dubaju, ne? Se pravi, v petek vsa javna podjetja delajo pol dneva, konča se pa takrat, ki je molitev, se pravi, nekje ob 12 se to zaključi. Tako da je ta vera relativno, ali pa bi rekel, da je zelo prisotna. Tako da, ko sem se naučil, kako to sploh funkcionira, sem v bistvu videl, da je zelo velika razlika med nekim zahodnim svetom ali Evropo, Ameriko in pa našim arabskim svetom. Trenutno moram reči, da se zelo dobro počutim, da mi to nekako ugaja, in če bi rekel, kaj je moja prednost, zakaj imam jaz to službo, je v bistvu ta, da zelo dobro v bistvu razumem in Arabce in Evropejce, ker pač naše podjetje je evropsko, ne? In potem je to v bistvu nek ključ do uspeha, da lahko skombiniram, kako mi razmišljamo v Evropi, se pravi, mi smo tehnološko zelo napredni, ne? In kako v bistvu pol to prodati Arabcem, da pač imamo neke uspeha, ne? Tako da večino mojega časa, ali pa recimo, da dam primer, jaz vedno rečem, v Evropi mi kupimo, pa ne delam zdaj neke reklame, ampak v Evropi ti kupaš BMW avto ali pa Mercedes, zato ker to je dobra znamka. Ampak v Middle Eastu pa v bistvu ni pomembna, kakšna je znamka, ampak je v bistvu pomembno, s kom si ti v stiku, kdo ti to prodaja, oziroma kdo je ta tvoj partner v poslu. Se pravi, ni nujno, da se bo Mercedes najbolje prodajal, ne? Kar to pa tudi pomeni, da tisti, ki je bil kdaj v Dubaju, v Dubaju imamo, oziroma v UAE imamo 7 emiratov, to so recimo kot neke občine v Sloveniji, ne? Imamo mi njih kličemo His Highness, to je recimo šejk, to je kakor recimo v Sloveniji župan. Imajo pa tudi potem župan, recimo His Highness Dubaja je tudi prime minister, župan Abu Dhabija je pa tudi potem predsednik države. Tako da to je nekako razdeljen. Hočem pa reči to, da recimo v našem koncu sveta so recimo čist drugi avtomobili in kakor v Evropi, ne? Tako da hočem reči, da ni važno, kakšna je kvaliteta, ampak je važna, kdo ti to prodaja, kakšno imaš ti mrežo ljudi, kdo ti zaupa in tako naprej. Tako da večino mojega časa jaz namenam temu, da naredim dobro mrežo in da v bistvu naredim nek relationship s temi, ki se pač pogovarjamo, ne? Tako da v bistvu prodajanje produktov pride na koncu, ne? Daj mi povej, ful fascinantno, nekaj si rekel, v bistvu ti delaš posel za sebo. Če gledava nazaj 12 let, se pravi, takrat, ko si ti prvič prišel, pa če gledava danes, pa če bi lahko včasih rekel, ok, je bila mogoče Evropa ali pa Amerika ful bolj razvita, bi še upal to trditi, ali je Dubaj zdaj že na tem nivoju oziroma že naprej? Ker jaz se pravim, vsako leto, ko pridem k tebi na obisk ali pa grem tja, sem navdušen in bolj navdušen in mi je fascinantno, kako se tam hitro stvari odvijajo. Ja, v bistvu
tudi trenutna situacija je pač verjetno malo specifična. Rekel bi, da bistvena razlika med našim svetom, Middle East pa Evropo, je ta, da pri nas ni neke demokracije. Meni to načeloma ustreza. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da o čemerkoli se mi pogovarjamo, ali na strani Dubaja, ali razvoja, ali projektov, ali investicij, vizije, ni nekih nasprotovanj. Srečo imamo, da vsi ta leadership, v katerem živimo, pa recimo lahko rečem tudi za Saudsko, to velja, ne, da ta leadership je dober do nas ljudi, se pravi vseh lokalcev, pač se pravi te, ki so, mi jih kličemo lokalci, ne, mi smo pa rezidenti, se pravi ne delajo nekih bistvenih razlik, so neki privilegiji, če si lokalc, seveda absolutno, ampak overall smo nekako vsi enaki. Ne? In vizija je zelo napredna, se pravi, oni točno vejo, kaj hočejo 2030, 2040, 2050 in se vsi tega držimo. Se pravi, vsi in lokalci in rezidenti strmimo k temu, da bo ta država nekoč pač uspešna. Zato so vse te, kako bi rekel, vsa ta papirologija, vse se dela na tem, da je bilo čim bolj enostavno. In če kdo sledi, recimo His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, ki je prime minister, on v bistvu pravi, da nima časa, da bi se projekti gradili čez 10 let. On hoče nam rezidentom pa lokalcem omogočiti boljši jutri. Se pravi, to je pa glih neki drugače, kot mi smo navajeni recimo v Sloveniji ali pa Evropi, ker se neki projekti odvijajo po par let, mi tega nimamo. In sam veš, ko prideš v Dubaj, če te ni bilo nekaj časa, vidiš neke nove ceste, neke projekte, recimo sam sem zdaj en teden v Sloveniji, ko bom prišel nazaj, bo sigurno nek nov odsek, ki ga prejšnji teden nisem videl. Ne? Tako da to mi je fascinantno, da ta vizija, ta močna volja, pa ne samo leadership, pa vseh nas, da res hočemo nek napredek, gre naprej. Bi pa rekel, da predvsem mogoče po COVID-u, da je res ta tehnološki napredek izjemno hiter. Glih zaradi to, ker tega nimamo takih birokracij, oziroma tudi recimo, zdaj vsi pravijo, ker sem glih v logistiki, bil sem tudi nekaj povezan z droni, in če oni nekaj želijo, bojo to tudi naredili. Se pravi, vse vladne organizacije, vsi, ki so nekako pomembni v tej verigi, da se nek projekt izpelje, so zelo motivirani, se pravi, ni nekih, kako bi rekel, vsi delajo non-stop, da se ta projekt izpelje. Tako da tudi to z droni, ker je zelo zahtevno, vsi vemo, da zračni prostor je recimo zelo zasičen z letali, imajo rešitve, da bojo speljali te air taksije, pa to, tako da to je zdaj nek tak trend, ki ga vsi čakamo v Dubaju. Se pravi, verjetno tako, kot si rekel, ta skupen cilj, da vsi stremijo v eno, je verjetno tudi en glavnih razlogov, ne, da se to hitro premikate naprej. Dubaj je en tak playground, se pravi, recimo ti kot evropsko podjetje imaš neko idejo, neko inoviteto in mogoče ti ta lokalna skupnost, pravila to ne omogočajo in zdaj gledaš, kam bi to lahko plasiral ali pa pač testiral, če želiš, in prideš potem v Middle East, ni mus, da pač to glih Združeni arabski emirati, zdaj tudi Saudska je zelo naklonjena temu, in pač se poveže z lokalno skupnostjo in če je projekt dober, če je ideja dobra, je velika verjetnost, da bi to pač poizkusili. Lahko se pogovarjava, to je AI tehnologija zdaj, lahko so to avtonomna vozila, vse, kar recimo je zelo težko v Evropi narediti, zaradi kakršnih koli predpisov, je to mogoče v Middle Eastu. In to pač omogoča splošen napredek pač nam, ki tam živimo. Ne. Pa tudi Dubaj, imam povej, ti več poznaš glede številkam, kakor sem bral, ne bi Dubaj imel cilj prijeti 2030 do 4 milijone prebivalcev. Ja, zdaj, po zadnjih podatkih smo že čez 4 milijone. Se pravi, mislim, ker sem jaz prišel leta 2014 v Dubaj, mislim, da nas je bilo okoli 2 milijona, zdaj nas je po nekih podatkih 4 milijone 200. Tako da mislim pa, da hoče iti tam nekje 7-8 milijonov. 8 milijonov. In to se tudi pač zelo pozna na prometu. Jaz sem tam že 12 let in vidim, da kljub temu, da se infrastruktura skozi obnavlja, da zidajo, gradijo neke mostove in ceste, se vidi, da je res veliko ljudi. Da mi povej, če bi šel nazaj, pa bi se še enkrat odločil, bi šel
še prej v Dubaj? Ja, v bistvu je tako. Po mojem so šel glih ta prav čas v Dubaj, ker moraš imeti neke izkušnje, mislim, moraš biti dovolj zrel, da greš v Dubaj. Mogoče kakšne 2-3 leta prej bi še lahko šel, ampak je fino, da imaš neko osnovo, to ti Evropa sigurno da. Tako da po mojem okoli tega časa, če bi imel še enkrat možnost, bi šel. Vedeti moramo, da jaz sem se preselil v Dubaj z mojo takratno punco, imela so vsak svoj kovček, imam tudi neko sliko nekje. In v bistvu zelo težki začetki, ker mi nismo pač imeli neke skupnosti, da bi mi pomagala. Ker ti prideš v državo, ti ne veš niti, kje najeti sobe, ti ne veš, kje najeti stanovanje. In en izmed teh razlogov je tudi pol kasneje, da smo ustanovili društvo, ker se pač zdaj trend je, da veliko ljudi želi delati v Dubaju oziroma Združenih arabskih emiratih, da se kot skupnost povežemo in pač novim prišlekom pomagamo. Ne. Mi tega takrat nismo imeli in smo se pač mogli naučiti na napakah oziroma recimo primer, jaz sem najel stanovanje, ker si mi je takrat zdaj všeč, v redu, pa sem ga mogel zamenjati čez 6 mesecev, ker pač ni bil v redu. To pa tudi pomeni, da zgubiš nek del najemnin, neki denarja, ne, tako da na tak način pol se pač učiš. To mi nisi povedal, ne? Tudi jaz sem danes kaj izvedel. Zelo pozdrava Uršo pa Hajo. Ja, hvala. Deva se malo dotakniti, če se prav danes veva, da tudi veliko Slovencev ali pa Evropejcev razmišlja v bistvu rad v Dubaju oziroma Arabski Emirati kot the land of opportunities, ne? Kot nova Amerika na nek način. Koliko je v bistvu pol težko zdaj v 2026 prijeti tja dobiti službo, oziroma kakšen bi bil tvoj nasvet, če bi kakšen mlad ali pa tudi že izkušen želel iti v Dubaj po službo? Zdaj, glede na to, da kot društvo smo zelo izpostavljeni, veliko ljudi tudi pride do nas, oziroma podjetnikov, ali pa imamo pač tudi naš elektronski naslov, na katerega nam pišejo glede služb. Vedeti moramo, da v Dubaju je, ali pa Združenih, ali pa Middle East, recimo, je vsa svetovna konkurenca, ki je mogoča, je pri nas. Kaj zdaj to pomeni? Pač, tudi če gledava iz strani zaposlitve, če primerjava to zdaj s Slovenijo, ker imam tudi tle podjetje, lahko to pač nekako potegnem neke vzporednice, pri nas zelo hitro lahko dobi službo kdorkoli. Se pravi, za različne plače, za različne izobrazbe, iz različnih držav, ne, sveta. Se pravi, konkurenca je izredno močna. Zdaj, jaz dam zmer primer, pa nimam nič pač proti, pri nas recimo Pizza Pek v Sloveniji ima recimo relativno dobro plača. Ne. In zdaj, če bi on hodil priti k nam v Dubaj, ta plača ne bi bila ista, zato ker je verjetno toliko več povpraševanja za to pozicijo in je plača bistveno manjša. Ne. Tako da moraš, ali pa taksist, ali pa to so neke take službe, ki mogoče v Dubaju niso tako plačane, so mogoče tudi malo bolj zahtevne, taksist dela, mislim, da 12 ur, potem spi in tako naprej. Tako da je odvisno, kakšno izobrazbo imaš. Če si pa recimo nek specializant, ne vem, da imaš neka določena tehnična področja, ki jih obvladaš, pa sigurno iščemo strokovnjake, glih zaradi tega, ker hočemo biti najboljši na svetu in pač so priložnosti. Vedno pa poudaram, da navadno službo, kjerokoli službo je zelo težko dobiti, glih zaradi te konkurence, ker so vsi prijavljene razpise, vedno je dobro poznati nekoga. Ponovadi se tako zgodi, če kdo pride iz Slovenije, da pač se poveže z nekimi Slovenci na nekih pozicijah in potem ali oni, ki rabijo, ali tako da probaš na ta način. Če pa želiš ustanoviti podjetje, pa spet, glede na naše izkušnje, rabaš par let, da prideš v sam posel, ne glede na to, na kakšen produkt ti pač imaš. Lahko imaš ti, se pravi, najbolj znano blagovno znamko, pa verjetno, če nimaš nekih povezav pravih, nekega relationshipa, vprašanje, če ti bo to uspelo. Tako da moraš, jaz mislim, da glaven v bistvu na svet, vsem, ki prihajajo, je v bistvu mreženje. Zdaj, kaj pa je problem? V mojem poslu večinoma časa poslujem z recimo Arabci, Indijci in tako naprej, z azijskim svetom, tudi z Evropejci. In recimo, ko grem na sestanek z Evropejcem, midva se lahko za mizo vse zmeniva. Midva se zmeniva tehnično, on ima neko težavo, mi mu to rešimo, se že kar zmeniva za ceno,
in potem pač ta papirologija traja nekaj časa, se zmenjava in naročilnica pride in to pač mi zrihtamo. Medtem ko z Arabci, Indijci in tako naprej, nikoli ne veš. Mi se lahko vse zmenimo, oni bo imeli neke druge ideje in to traja in ta cikel je zelo dolg, preden ti zaključiš svoj posel, lahko je 6 mesecev, 1 leto. Recimo DP World, to je kot pri nas Luka Koper, to mislim, da je drugo, tretje največje podjetje na svetu. Jaz sem rabil približno 3-4 leta, da sem sploh prišel v njihov krog. To pa pomeni, da so mi sploh zaupali, da lahko pridem za mizo, tako pametnega povem. Ker jaz pač glede na moje izkušnje mislim, da jim lahko nekaj zoptimiziramo, ampak ti ne moreš priti tam not pa biti kar pameten, lejte, mi imamo to, dajte kupiti od nas. Ti rabaš res veliko enega truda vložiti v to, da te sprejmejo za mizo, da ti sploh zaupajo. Zdaj, kako sem to do tega prišel, je moja poslovna skrivnost. Ne, hecam se pravi, to recimo jaz tudi zelo tesno sodelujem z irsko ambasado, oni imajo svoj sistem, kako nam pač kot irskemu podjetju pomagajo. Tako da so neki načini, da ti se k tem velikanom pač približaš, ampak pomeni vztrajnost. Hočem pa to povedati, da evropska podjetja ponovadi nimajo te vztrajnosti. Oni želijo priti na naš trg in jutri že kar priti s kovčkom nazaj v Evropo, kar pa pač pri nas je to ta specifika, da traja. Zdaj, če si ti vztrajen, jaz mislim, da boš sigurno prišel do posla, ampak rabaš imeti nek kapital pa vztrajnost. Zato vedno poudarjamo, da zato tudi mi pač gradimo na lokalni ekipi, se pravi, da si lokalno prisoten, da si v teh okolju, recimo zdaj, ki je ta Ramadan, v bistvu praktično ta mesec ne moreš ti glih težiti za neke naročilence, ker je to čist drug ritem, ampak mi se obdarujemo, obiskujemo naše stranke, mi jim prinesemo neka mala darila, neke čokoladke pa to. Tako da v bistvu vzdržujemo to našo mrežo v bistvu kontaktov živo, se pravi. Potem pa pač naročila že pridejo. Ko imajo neki problem, bojo mene poklicali. Jaz nisem njihov partner, ampak se že kar v bistvu njihov malo manj prijatelj. Se pravi, ko imajo nek problem, oni mene pokličejo in reče, lej, tole imam, kva misliš, da se da narediti. Tako da pač na svetu sem je, da mreženje. Pač poznavstvo. Tako, kot si omenil, ni, da bi rekel, tako kot pri nas, ki rečeš, bom prišel v neko podjetje, najdeš mail ali pa pišeš na LinkedInu, ali pa probaš priti neke povezave, tam je v bistvu res treba to zaupanje, moraš biti res vztrajen, res traja nekaj časa. To je res, da pač še vedno ti lahko pač, da imaš res nek produkt, ki se trenutno išče, sploh zdaj recimo AI, da si neki naredil nek software, ki misliš, da bi šlo in če najdeš nek kontakt in imaš srečo, zakaj ne, lahko da se to zgodi, imaš pa drug problem. Drug problem pa je, da z vsemi temi lokalnimi giganti, ki se deluješ, moraš vedeti, da nam rekel, da imajo neomejen kapital, ampak imajo zelo veliko kapitala. Moraš biti pa previden, kako ti to svojo idejo ali pa zgodbo prodaš, ker ko ti prideš, recimo, da si nek IT, v Sloveniji je mehen trg. Se pravi, ti prideš nam pa rečeš, lejte, jaz imam eno aplikacijo, rešil bom ne vem kaj, oni te povabijo za mizo, ti dajo vso priliko, da ti to testiraš, da jim predstaviš, ti si vas vesel, mogoče si vložil 1 let noter svojega časa, denarja, potem pa rečejo, hvala lepa, bomo videli, če to rabimo. Se pravi, ti si naredil nek pilotni projekt, nekaj ste skupaj delali, si vas navdušen, potem pa oni, ko se pač naučijo, pač sami naredijo. Tako da je tako, moraš biti previden. Zato, ker so pač tako veliki. Kaj bi bil pa tvoj nasvet, ker doskrat, tudi jaz sem imel v bistvu zelo zanimive izkušnje, ker sem bil prvič v Dubaju, mislim, da sem nekaj prvič prišel, ker sem letel iz Indije in sem imel nekaj sestankov in sem v bistvu vsak, ki se je predstavil, je poznal vse. Vsak je bil tako, da bi rekel alfa in omega, pa nisem znal oceniti, ali je to fake, ali je res. Kaj pa ta, v bistvu, ker ti si tudi rekel, da tekom tvoje kariere pa izkušen razviješ tudi to v bistvu občutek, veš, kdo je ta prav, komu lahko zaupaš, tudi dobiš ta specifiko za kulturo, kdaj se piše maile, kdaj se lahko kliče, kako se pristopi do kakšnega podjetja. Kaj pa ta v bistvu pogled, kako ločiti v bistvu, kdo je ta prav, kdo ni ta prav? Tle pa zdaj spet, v bistvu to pa, če me kdo vpraša,
kaj je tvoja prednost. Se pravi, jaz sicer sem diplomiran inženir, ampak ne morem reči, da znam nekaj zrisati, da bo to potem delovalo v nekem okolju. Ne? Ampak moja res prednost je, da imam čustveno inteligenco na zelo visokem nivoju. Se pravi, da znam prebrati ljudi, s katerimi delam, in vem, pa bom dal recimo primer. Ja, Vedno, ko pridem na nek sestanek, in recimo, če bi se mi zdaj prvič srečala, ne, in se pogovarjava, ne vem o čem. Probam jaz najprej razumeti v teh parih minutah, ko imam časa, ne, kaj so tvoji hobiji, iz kje prihajaš, se pravi, iz kje države si, kaj so tvoji hobiji, se pravi, sploh ne posel. Mi, da se poslu pač nekaj časa sploh ne bomo pogovarjali. In kaj se pa zgodi? Jaz moram znati voziti motocross, moram biti pilot, moram znati veslati, moram biti triatlonc, ker potem si to zapomnim in naslednjič, ko spet dobim priliko, da se s tabo usedem, bom rekel, ne vem, zanj sem pa videl neke motorje nove, kaj sem KTM, kaj ti misliš. In on v bistvu pade v ta pogovor z mano. On reče, se on pa neki KTM, pa motor, pa to pa se začneva o tem pogovarjati. In pol se pogovarjava o tem, ne vem, pol ure, in v bistvu ratava tako, pač debata se odpre. Sam to moraš znati oceniti, moraš znati pač vedeti, kdaj, kako, ne. Potem pa se pač začneš posledično pogovarjati v poslu, ne. Tako da, zdaj dajem pač malo iskrenosti ven. Ampak ja, hočem reči, da probaš navezati nek stik, neke skupne točke, potem pa pač se pravim. To je ta mreženje, ki moraš znati to s tem operirati, ne. Zdaj pa tako, v Dubaju mislim, da imamo več kot 250 različnih kultur, vsak je drugač. Indijca zanima, ne vem, kari, pa kaj bo jedel, Evropejce, kaj bo delal glede hobijev, tako da moraš znati vsako kulturo drugače sprejeti, lokalci spet drugače. Recimo, lokalci se pol ure pogovarjaš sam v družini, kako so oče, mama in tako naprej. Tako da moraš vsakega vedeti, kako ga dobiti v svoj žep. Ful dobra istočnica za naslednje vprašanje. In sicer, imeti podjetje v Sloveniji ali pa v tujini in pa voditi, bom rekel, osebe, recimo Slovenci oziroma Evropejce, ali pa voditi, imeti zaposlene v Združenih arabskih Emiratih oziroma Bližnjem vzhodu, kakšna je razlika? Ogromna. Koliko si lahko direkten, koliko ne moreš, da ne malo povej? Jaz imam v slovenskem podjetju imam svojega partnerja. Mi da sta tu zelo blizu, on je moj zelo, oziroma najboljši prijatelj tudi, ne. In v Dubaju, zaradi te konkurence, mi delamo res skoraj non-stop. Kaj to pomeni non-stop? Mi imamo recimo deliverija, ne? Se pravi, pri nas mi načeloma, moja žena ne hodi veliko v trgovino. Pa ne samo moja žena, ampak vse ostale. Taka kultura je. In recimo mi smo zelo digitalno razvita država. To pomeni, da vse prinese na dom, ampak to ne prinesejo jutri. To prinese čez 20 minut. Recimo primer, moja hči zboli ob 10 zvečer. Jaz dobim katerokoli zdravilo brez recepta v roku 15 minutah. Se pravi, so lekarne odprte nekje do 11, polnoči, včasih tudi do 1 zjutraj. Kaj to pomeni? Se pravi, da moramo delati. Se pravi, tisti, ki je v lekarni, mora delati do 1 zjutraj. Tisti, ki vozi motor, pač ponovadi delivery boji so na motorjih, mora delati pozno v noč. Recimo naročiš nekaj prek Amazona, pride naslednje jutro, takoj zjutraj, ko se odpre skladišče in tako naprej. Hočem reči, da delamo res skoraj non-stop. To pomeni, da smo bolj produktivni, tudi hitreje se razvijamo kot država. Potem pa jaz pridem v Slovenijo, ne, in se z mojim partnerjem pogovarjava ob 6 zvečer, oziroma popoldne, ne, po vašem času, glede na to, da imate vi še relativno dolg dan polet, mislim, da ne vem, do 10. Pri nas je hiter noč, ne, 7 je že noč. Jaz njemu rečem, pa dajva zdaj poklicati, da tole zadevo rešiva, ne. Sej vzamem telefon, pa bova zdaj rešila, pravi, kako če ura 6. Sej, ja, in? Mislim, pri nas telefoni zvonijo do 11, pa se oglasiš. Zakaj se pa oglasiš pri nas? Zato, ker je visoka konkurenca. Če se ne bom jaz oglasil, če me Mark kliče, pa ima neko težavo, karkoli. Če se jaz tisti trenutek ne oglasim, ali pa recimo, ne vem, v roku 1 ure, Mark bo poklical enega drugega. Ker on ima ta trenutek neko težavo, ki jo mora rešiti, in če mu pač jaz ne pomagam, bo nekdo drug. In pač to te prisili, da si nekako
dost upet v to in to je največja razlika ki jo jaz pač iz mojih izkušenj opažam med recimo Slovenijo in Middle Eastom. Zdaj, veliko ljudi bo rekel, ja, pa prosti čas, pa to, ampak v bistvu veliko ljudi, ki živijo v Middle Eastu in nekako mi, ki delamo v tem, tudi uživamo. Se pravi, smo se to navadili, to način življenja. In moja služba, to, kar delam, mi je v redu, sem zadovoljen. To imam tudi srečo, recimo. Tako da nam ni to neko tako breme. Je naporno, ker tudi, recimo, ko grem jaz na dopust, jaz ne morem telefona pustiti doma, kamorkoli grem, laptop, telefon, skozi dosegljiv. Glih zato, ker sem pač neka srednja točka za posel in pač me kličejo iz vseh teh držav in jaz moram njim spet, prej sem se pogovarjala o relationshipu, jaz ne morem reči, recimo, če si ti moja stranka, ti nisi več moja stranka, ti si moj prijatelj ali pa nek malo več kot stranka. Jaz tebi ne morem ne dvigati telefona, če si ti v težavi. Ti imaš eno težavo in jaz ti moram dvigati telefon. Se pravi, že imava nek odnos, recimo nek prijateljski odnos in jaz ti moram kot prijatelj dvigati telefon in ti pomagati. Zdaj, če pač neka stranka, ki je ne poznam, pač ne bom dvignil, ampak večinoma je tako, da delamo dost in pozno noč. Kako bi pa rekel, kaj pa je recimo razlika pri vodenju ljudi, ne vem, tudi dajanje feedbacka, ne vem, si tam v Dubaju lahko predvsej bolj direkten, pa niso toliko zaposleni zaščiteni, je to drugače, pri nas vemo, da smo zaposleni malo več zaščiteni, pa tudi hiter padeš v težave, ne vem, če kaj preveč rečeš ali pa ne. Zdaj, z moje strani v bistvu fino je, da mi v Middle Eastu se ne ukvarjamo s politiko. Srečo imamo to, da naši lideri so nekako dobri za nas, kot sem že prej rekel. Se pravi, se s tem ne rabimo bremeniti, jim zaupamo, tudi v trenutni situaciji jim popolnoma zaupamo. Vemo, da bomo prišli iz tega, kjer smo zdaj. Tako da to je eno breme manj. Vemo, da po socialnih omrežjih ne smemo slabo govoriti, kar se strinjam. Veliko ljudi mi je rekel tudi pred kratkim, ampak se vi nimate slabih novic v medijih. Ti ne moreš pri nas videti neke slabe novice. Ampak polk razmišljaš, pa vse to je v bistvu dobro. Ti kot preš medije vidiš samo pozitivo. Vidiš, kako se je nekaj razvil, kako je nekdo uspel, kako je nek preboj nastal v Middle Eastu. Ti ne vidiš slabih stvari. In jaz mislim, da za samo dobrobit našo je fajn, da smo pozitivno naravnani, ne da smo negativni v nekem strahu, ne veš, a bi odprl zdaj podjetje ali ne bi odprl. Ti rabiš biti confident, da boš nekaj naredil in to ti vse pač Middle East daje. Je res, ampak sej danes itak, glede na to, da je AI, ti ne veš, kaj je sploh res v medijih. In zdaj, če imamo mi relativno pozitivne novice ali pa pač filtrirane novice na pozitivno stran, jaz mislim, da je to zelo dobro. Plus tega vsak dan je sonce, se pravi ti, ki se zbudiš, ni megle, nismo zagranjeni. Tako da je v bistvu že sama narava tako poskrbela, da je relativno pozitiven vibe. Medtem, ko v Sloveniji se pokvarjamo samo zdaj, pač imamo volitve, kdo koga volil, ampak tisti, ki to spremlja, v bistvu se mi sploh ne pogovarjamo vizija 2030, 2040, 2050. Mi se samo pogovarjamo, kdo kaj je naredil včeraj, ker je čisto nepomemben. Pa zakaj ima sosed bolj zeleno travo? Ne, recimo, se pravi, pogrešam to, da bi bili bolj enotni in da bi določili neko vizijo, kje Slovenija želi biti in da bi mi vsi Slovenci delali za to, da to pač imamo, čez ne vem koliko let, recimo. To itak je proces, to traja. In vsi bi imeli dovolj. Tako kot na Middle Eastu, če ti delaš, boš imel dovolj, da boš si naredil življenje tako, kot ti pač ustreza. Daj mi povej, prej si omenil, se pravi 12 let že v Dubaju, v podjetju Kombilivci, si koliko časa že? Ja, zdaj v bistvu jaz sem začel za njih delati kot lokalni distributer, tako da v bistvu z njih delam 12 let, direktno sem pa mislim, da 6 let, ja. Daj mi povej, se pravi v teh 12 letih, kaj se je tudi v bistvu tvoj način vodenja spremenil, pa v bistvu dobil si ogromen nekih izkušenj. Kako pa ti opažaš, ne vem, okoli sebe, pa to podjetje, ki je raslo, pa ki ste v bistvu zelo globalni, kako vpliva to, da so v bistvu evropski lastniki, hkrati ste pa zelo močni v arabskem svetu, oziroma 95-98% je v bistvu v izvozu.
Moraš ti velikrat iti na sestank na Irsko pa prepričevati kaj, ker mogoče oni ne zastopijo, ker niso tako prisotni na teh trgih. Ja, in to je v bistvu ta moja funkcija, ki zdaj tako, Middle East je vedno bil neko območje, kjer se ni veliko vlagali. Se pravi, evropejske države niso nekaj vlagale, želeli so pa čim več vam potegniti iz teh območij, kar se pa v zadnjih parih letih spremenili, se pravi, da tudi evropska podjetja zdaj želijo vlagati, se pravi, odpirajo ofise in tako naprej, ker vidijo, da če bo pač nekaj vložka, da bo imeli tudi rezultate. In v bistvu moj najtežji del je bil, da sem naredil ta preboj, ko sem v bistvu prišel do našega lastnika, našega CEO-a, ker sem delal za lokalno podjetje kot dealer, in se rekel, če bomo spremenili določeno strategijo, lahko na teh trgih naredimo krat 50. Ampak pač moraš vzeti rizik. Rizik prvi je ta, da mene zaposliš lokalno. Ni dosti, da ti delaš iz Slovenije in želiš online meetinge, to tle pri nas ne dela, se pravi, rabiš lokalno ekipo, ki seveda stane. Zdaj na srečo, pač mi smo ogromno družinsko podjetje, 700 milijonov na let. Se pravi, so si to lahko privoščili, se pravi, ta rizik so sprejeli. In od takrat naprej gradimo na ekipi, gradimo na marketingu, gradimo na pač vseh teh lokalnih običajih. Recimo, mislim, da let pa pol nazaj, sem šel do našega lastnika, se pravi, do mojega šefa v bistvu, in sem rekel, če mi želimo delati, se pravi, naša strategija, ki sem jaz začel za njih delati, je bila ta, da pač jaz moram svojemu šefu pokazati hiter rezultat. Se pravi, sem začel z vsemi malimi podjetji, ki so kupovali po par izdelkov, da je on videl, se nekaj se dela, ampak ta pravi volumen pa pride iz javnih podjetij, ker so večje naročili. Ampak, kot sem že prej omenil, to lahko traja 3-4 leta. In zdaj, ko sem jaz začel to službo, ne morem 3 leta čakati, da pokažem nek rezultat šefu, ker me bo prej odpustil. Tako da, ko smo bili dosti zreli, sem prišel do njega in sem spet rekel, moramo vzeti rizik in moramo zaposliti lokalnega človeka. Zakaj? Spet sem prej povedal, na začetku sem povedal, da mreženje je pomembno. V vseh javnih podjetjih so na pravih pozicijah lokalci. Ne glede na to, da sem jaz pač iz Evrope, da sem pač mogoče znan kot nek strokovnjak na nekem področju, je zame bistveno težje odprti neka vrata. Se pravi, ob tem, da smo mi zaposlili lokalnega človeka, mladega, pokažemo javnim podjetjem, da vlagamo v lokalnem trgu, se pravi, smo zaposlili lokalca, se pravi, smo prisotni tudi v tem smislu, da zapravljamo naš denar tam. Oni to v bistvu zelo cenijo. In so ti določena vrata bistveno bolj odprta, pa ta naš zaposlen ne rabi nek Albert Einstein v tem, kar mi delamo. Njegova naloga je, da pozna kaj mi delamo, naše produkte, naše storitve, da zna nas predstaviti. In ko on odpere vrata, mi se ne začnemo tako pogovarjati o tehničnih zadevah. Spet, kako družina, kako oče, iz kje prihajaš in tako naprej. In je bistveno lažje potem sklepati neke posle za večje, recimo, vrednosti, če sam kot podjetje investiraš v lokalne pač zaposlitve, ofise in tako naprej, da se bolj integriraš lokalno. In to je tak pač uspeh, ki mislim, da je potreben. Moraš se pa znati obrniti. Zdaj pa se malo dotaknem, če Američani dostikrat pravijo temu, da aha moment, v bistvu neko razodetje, kar rečeš, to je to, v tem uživam. A si imel, oziroma kdaj si imel, je bil kakšen projekt, ki si bil v Dubaju, ki si rekel, to je to, v tem se vidim, to je podjetje, logistika, to je to, tle je moje domensko znanje. Ja, v bistvu po moje, kaj pa vem, mogoče tam malo po COVID-u, Pa še to, kdaj je bil tisti trenutek, ki si rekel, jaz bom v Dubaju si razvil z družino, z Uršo in tam bo gradila. V bistvu, tako je bilo. Se pravi, jaz sem delal na fakulteti za strojništvo in imel sem enega prijatelja, on je delal, družinski pač, on je poročen z sestrično moje mame in on je delal v Dubaju in sem ga srečal na nekem dogodku, ko sem še študiral. In zmeraj mi je bil ta Dubaj malo fascinanten, takrat še ni bil tako popularen, ampak se mi je zdel tako, on je bil vedno urejen, vedno imel tako pač gospod, in vedno so se pogovarjali o tem Dubaju in jaz edini iz te širše družine sem se z njem nekako ujel.
Žena je pol Slovenka, se pravi sestrična od moje mame, živijo v Jordaniji, on je pa delal v Dubaju. In on je rekel, če bo Dubaj dobil Expo 2020, potem verjetno boš tudi ti lahko dobil kakšno službo v Middle Eastu. In jaz sem bil na faksu, zaposlen v laboratoriju in dobim enkrat klicane in reče, lej, eno podjetje išče Evropejca, to je ta lokalni dealership, ki sem takrat pol delal, in je rekel, intervju imaš v sredo. In jaz sem bil takrat še zelo tako, pač neizkušen, kaj to zdaj pomeni, mi je dal par napotkov, tako sem se mogel briti, kupiti obleko, vse, pač ne veš, ne. In sem imel ta online sestank, jaz pač mojega šefa takrat nisem videl, on je mene videl, in on je meni pač, ne vem zdaj kaj se pogovarjali, in on mi je rekel, ok, inšala bo videla, inšala pa pomeni, če bo Bog dal. To je neka taka besedna zveza in jaz sem pol na to malo pozabil, potem pa se zjutraj zbudim v soboto, se pravi čez par dni, in vidim mail, da moram biti pa čez en teden v Dubaju. Tako sem povedal, Madonna, to je pa zdaj zares. V glavnem, jaz sem prišel v Dubaj, tam sem imel en teden tega pač testnega obdobja, bil sem že redno zaposlen na fakulteti za strojništvo v laboratoriju in v bistvu moja takšna punca, se pravi zdajšnja žena Urša, je rekla sam, ti probi tem tednu, teh parih dneh videti, a bi ti lahko živel v tej državi. Ker ti takrat prideš in imaš toliko enih emocij, če ne drugega, prvič v taki čist drugi kulturi. Takrat sem jaz šel recimo najdlje, ne vem, mogoče dobro, šla sa v Korejo, ampak mi ne z ženo, ne z dušo. Ampak hočem reči, šel si na Hrvaško, Italijo, pa je to bilo v bistvu to, ne. Tako da takrat je bila ta država res nekaj tazga in ker sem mogel jaz hiter ugotoviti, a bi jaz tam lahko živel ali ne. In ona je sam rekla, jaz ti čisto zaupam, ti sam probi videti, a se tam vidiš ali ne, v primeru, da ti ponudijo službo. Jaz nisem vedel, a ja ali ne, ampak mogel sem se nekako na to pripraviti. No, v glavnem in pol v soboto, takrat smo delali še 6 dni na teden, sem imel sestank s takratnim šefom in je rekel, mi bi ti ponudili službo, kdaj lahko prideš. Sekaj, ne vem, jaz moram reči odpoved, ne. Jaz sem si v službi tudi zmislil, da grem smučati, kdo ti je dal dopust, veš, da nekam greš. In pol v bistvu je bil to februar, ki je zelo kratek mesec, on je rekel, jaz te hočem čim prej. Tako da se je to zgodilo zelo hiter in se ta tranzicija zgodila zelo hiter. Potem pa, ko sem prišel, je bilo pa najtežji po moje 2 leti. Zato, ker vsi te moji družina, tudi oče, recimo, ko sem mu rekel, jaz se selam v Dubaj, rekel, ja, si ne uredi. Sploh ni verjel, da, kot sem že prej rekel, jaz nisem nikoli govoril o nekih ambicijah, da bom v tujini. In ko se je to res zgodilo, v bistvu je bil ta peer pressure takrat največji, da bom pač, da mi ne bo ratalo in da mogel nazaj v Slovenijo. Ker pa bi si rekel, kva sploh hoda, ne. Se smel tle government job, ne, še zdaj bilo v delu tam, kva sploh rino, ne, veš. In to je bilo takrat zame res tak peer pressure, da obenem nisem smel razočarati tega mojega Jordanca, ki mi je nekako pomagal do službe, plus to, da ne bom prišel nazaj, da ne bi pač z nami, da bi pač imel ta očitek, ne. Tako da te 2 leti je bilo najtežji, potem pa, ne vem, šele par let nazaj, v bistvu, da sem lahko rekel, ok, zdaj smo nekako usidrani. Sam je pa tako, v Dubaju nikoli nisi usidran, zato ker zelo drago življenje in ti moraš skozi nekaj delati, da preživiš. Ti ne moreš, recimo v COVID-u v Sloveniji, vem, da če nisi imel službe, si šel domov, si gledal Netflix, pa zdobil 80 ali koliko % plače. Se pravi, preživel si. Pri nas, če ne delaš, greš domov, ni sociale. Se pravi, ni sociale, ni prihodka, kaj boš? Greš domov. Se pravi, moraš skozi smigati, skozi moraš delati, skozi razmišljati, kako biti uspešen in to je ta napredek, ki sem se tudi prej pogovarjala, da mi ne moramo zatisniti očesa pa se nekako sprostiti, da bi rekli, zdaj pa kar bo. Ker Kitajci pa vsi čakajo na priložnost. Tako da ti moraš biti skozi v špilu, bi se temu rekel. The best. Zdaj mi, da se poznava že od osnovne šole, tako da te poznamo od nekega predolg, bi človek rekel. Daj mi povej, ker sem že prej omenil, se pravi Nate, zakaj Nik? Ja, zelo smešen. Jaz sem pač Nate Slovec, moji starši nikoli nisem mislili tako, jaz, da bom kje v tujini delal. In vsi starši, ki danes poslušate,
dajte svojim otrokom neka imena, ki se lahko izgovorijo v tujini. In sicer pač Nejca, ne, lepo slovensko ime, ko priješ po tujino, je pa to Nedžek. In so si vsi lomili jezike in tudi ne znajo prebrati, in tudi, ko sem se na začetku en let pogovarjal, so vsi narobe napisali moje ime. Tako da pa sem rekel, nekaj moram narediti, da imamo nekaj lažjega. To je spet neka prilagoditev, adaptacija na lokalno okolje, tako da sem si dal nek približen podoben ime, Nik, se pravi. Naredil sem pa napako, ker Nik po arabsko pomeni eno grdo besedo. Ja, tako da ni tako grda, ampak je, če jo malo drugače izgovoriš, Ni najlepše. Vse te zapomne. Tako da zato sem Nik. Kar je tudi dobro. Zdaj pa se malo dotaknem še društva. Ja. Društva Slovencev v Združenih arabskih Emiratih. Se pravi, praktično v parih letih, v 2-3 letih dobrih, ste prišli do 250 članov. Ti si zdaj predsednik, velika odgovornost. Kaj pomeni, kaj počnete, kje vas lahko najdemo? V bistvu začel se je, tako kot sem prej rekel, bilo nas je, mislim, 3-4, šli smo na nek izlet. Jaz smo se pač pogovarjali o tem, da zakaj ne bi pa naredili nekega društva, ki bi ga ustanovili z namenom, da povežemo Slovence v UAE oziroma v Združenih arabskih Emiratih. Dobili smo tudi ambasado pred parimi leti, kar je bil zelo velik korak pač Slovenije. Spet pomembno, če hočeš biti prisoten na trgih, je vsaj fino, da imaš ambasado. In Slovenci se takrat nismo družili na neki taki, nismo bili glih, da bi se družili. No. Imeli smo pa tradicionalni piknik vsakega februarja, okoli 8. februarja za Prešernov praznik. To je bila neka tradicija že od takrat, ampak nas ni veliko prišlo, mogoče 20, 30. Tako da pa smo se mi odločili, da gremo čez vso to birokracijo, ker se moraš pač rabaš neke osnove, da ustanoviš društvo. To nam je tudi ratalo. In potem se prijavimo tudi na razpis in dobivamo določena sredstva, mala sredstva, to ni veliko, ki jih porabimo za druženje v Združenih arabskih Emiratih. Organiziramo različne evente, sodelujemo izredno dobro z ambasado. To pa pomeni, recimo, če dam par primerov, ta piknik, ki ga organiziramo drugo leto, bo to zdaj že 20. Ta piknik je prevzelo društvo. To pomeni, da lansko leto nas je bilo 100, letos tudi malo čez 100. Tako da smo povečali pač prisotnost tega. Probamo povezati kot društvo slovensko kulturo pa lokalno kulturo. Tako kot sem že prej omenil, pomagamo vsem tem, ki so se preselili ali pa razmišljajo, da bi se preselili v Združene arabske Emirate z določenimi nasveti. Smo nek medij med ambasado in pa se pravi sami Slovenci v Dubaju. Potem imamo pa različne evente. Nekje imamo, mislim, da 4 glavne evente. To je recimo Miklavževanje, se pravi, to je decembra, za naše najmlajše, da se združimo, pa da pride Miklavž, pa da da malo darila. Potem imamo ta piknik, to je neki tak največji dogodek, ki ga imamo. Potem imamo pa različne manjše dejavnosti, recimo lanskega smo imeli tečaj potapljanja, zdaj bomo imeli spet potapljanje, pohod imamo, zdaj bojo volitve, recimo se organizira prevoz iz Dubaja v Abu Dhabi na ambasado. Prevoz, tako da različno. Je pa res, da v določenih trenutkih, ki so se zgodili, smo se Slovenci še bolj povezali, tako da potem pač je ta inercija in pač ja, mislim, da smo zdaj ena velika družina. Daj mi povej še, mislim, to je super slišati, ker tudi jaz, ki sem v Ameriki, je bilo zmeraj tako kontra, da smo se Slovenci kar malo izogibali. Ja, to je res, tudi pri nas je bilo, to je ker noben se hoče družiti, ampak zato smo pa rekli, da probimo narediti različne, tako se pravi pri nas v Dubaju, tako ali pa v Združenih arabskih Emiratih, je, da si najdeš en krog prijateljev, se pravi, recimo mi imamo družino, se pravi, se družino med sabo, potem oni, ki so samski med sabo, starejši, te, ki so recimo več kot 20 let v Dubaju, spet med sabo, in zdaj ta društvo je pa nek integrator, ki pa pripelje in mlado in te vmes in najstarejše, in mislim, da nam to zaenkrat v redu ratuje.
in upam, da bomo še zrastali. Hudo. Glede na to, da se Dubaj razvija, ne, ti zelo dobro veš, kako je bilo 2014, pa kako je danes, pa kje bo verjetno 2030 ali pa 2040. Velikokrat poslušamo tudi, se mi zdi, da če dalje več, po moje zadnje 2 leti, vsaj jaz zelo opažam, da zelo veliko priložnosti za nepremičnine. Da tudi ljudje velikokrat govorijo, o Dubaju se pa fus plača, ne, Slovenija pa zelo draga. Kakšen je pa tvoj pogled na to? V bistvu, to je spet neka izkušnja. Pred letom 2020, se pravi, recimo imamo nov Dubaj pa star Dubaj. Nov Dubaj bi rekel po COVID-u, pa star Dubaj pred COVID-om. Zakaj je to? Ker po COVID-u, recimo, kaj se je zgodilo, je to, da veliko ljudi je odšlo in je pač Združeni arabski emirati so videli, da white collar labor je šel ven, se pravi, mi, ki nekako trošimo denar, se pravi, živimo v Dubaju, se pravi, kupujemo avtomobile, hrano in tako naprej, smo zaradi COVID-a mogli domov. V bistvu vsta labor, se pravi, blue collar je pa tako, da v bistvu večino to, kar oni zaslužijo, pošljajo domov. Relativno malo zapravijo, se pravi, kar je najnujno, se pravi, hrana, neke sobe in tako naprej. Tako da v bistvu oni rabijo izobražen kader, da ostane v Dubaju in so tudi spremenili politiko teh viz. Se pravi, ko sem se jaz pridružil Dubaju 2014, če si ti izgubil službo, se pravi, tvoj zaposleni je bil tvoj sponzor, tvoj garant. Ko si ti izgubil službo iz kakršnega koli razloga, ker ni tako zaščitnikov Slovenije, si mogel nazaj domov. Se pravi, imel si garantirano nepovratno karto, izgubil si službo, dal so ti pač izplačal, kar je bilo, in so te posedli na avion in hvala lepa in si šel domov. Se pravi, takrat, če si ti kupil nepremičnino in nisi imel vize, je bil problem zdaj, kako zdaj to pač, mogoš ven, a v bistvu imaš nepremičnino, tako da takrat je bilo to zelo konfuzno. Po COVID-u so pa spremenili pač ta sistem in so začeli podajati določene vize, ki ti omogočajo, da živiš v Dubaju tudi v primeru izgube službe, podobno normalno kot v Sloveniji. Izgubiš službo, pač greš domov in iščeš drugo službo. Tako da je ta koncept se zelo spremenil, ti dal neko varnost in pa tudi pač z vso to vizijo, z vsem tem, kar ti Dubaj omogoča, oziroma jaz govorim o Dubaju, ker živim v Dubaju, se počutiš ves ta komfort ti da, se pravi. Mi se res fokusiramo na svoj posel, na to, kar delamo, da smo lahko uspešni. Se pravi, ne vem, veliko nas smo navajeni, da doma nam čistijo stanovanje. To v Sloveniji imamo navado, da sami čistimo stanovanje. Se pravi, če tako gledava, je to neka potrata časa, razen če te to ne veseli. Vsta delivery, se pravi, namesto da mi hodimo v trgovino, nam pripeljajo stvari. Se pravi, spet, namesto da si v prometu, da trošiš čas, si lahko doma z družino ta moment. In vse to, tako da to, kar ti pač Združeni arabski emirati ponuja, oziroma Dubaj, ti ponuja neko ugodje in potem tudi pač nepremičnine so relativno ugodne napram, kaj dobiš recimo v Sloveniji. Tudi ta ROI, se pravi investicijsko, mi nimamo nekih dajatev, se pravi nimamo davkov, se ti splača pač investirati v Dubaj oziroma Združene arabske emirate, ker imaš nek pač pozitiven ROI. Tudi sam imam nepremičnino, mi smo kupili hišo in hotel sem prej povedati to, da ko smo mi kupili hišo, nismo nobeno povedali. Ker nekje pred COVID-om so vsi rekli, zakaj bi investiral v Dubaj, to ne bo nič iz tega, je visok rizik. Mi smo pa rekli, zdaj pač smo nekje tako, da moramo nekaj narediti, mi se vidimo tle nekaj časa, dajmo kupiti nepremičnino, v kateri bomo živeli, namesto da plačujemo najemnino. In danes lahko rečem, da to bila ena izmed boljših, vsaj za nas, odločitev, da ne rabimo zdaj plačevati najemnin, ker kaj se je pa pol zgodilo, sploh mislim, da v zadnjih letih najemnine so šle v nebo, ker spet cel svet želi biti v Dubaju. Se pravi, nepremičnine so šle krat 10 gora. Se pravi, če si nekaj plačal 100, je zdaj 500. Obenem se je spremenil sistem. Ko sem jaz leta 2014 prišel v Dubaj, je bilo tako, da si ti imel plačo kot paket. Se pravi, si imel osnovno plačo, si imel car allowance, to je se pravi nek del za prevoz, nek del za najemnino, se pravi, ti si bil kot nek expat napoten, recimo, in to ti je služba omogočala, zdaj pa tega ni več, oziroma če dalje manj.
Se pravi, ti dobiš plačo in s to plačo moraš ti preživeti. Plačali so ti tudi recimo šolnino za otroka, zdaj pa tega ni več. Ti dobiš neko plačo in ti te moraš preživeti in probaš ti zdaj to optimizirati. Se pravi, če jaz dobim, ne vem, 1000 evrov, iz tega moram jaz najti najbolj optimizirati stroške in če ti narediš ta rizik, da kupaš nepremičnino, bo relativno cenejš, kot pa najemnina. Se pravi, mortgage recimo bo cenejka pač najemnina in se ti to splača. Kot investicija tudi se svet želi tam živeti, delati zaradi različnih ugodnosti, tako da jaz mislim, da nepremičninski trg pri nas sigurno. Bo veliko novih projektov, različni dizajni, vsak najde zase svoj koncept, lahko zapraviš $100 milijonov, lahko kupaš nekaj za 50,000 evrov, tako da vsak najde svoj level. Tako da jaz sem zelo pozitiven glede nepremičnin. Tako da če imaš kaj preveč denarja, lahko tudi meni je Urša je naredila licenco za broker, tako da bomo dali ti lahko bere kakšen denar, če imaš viška. Kontakt. Daj mi povej še zadnja dogodivščina, ki si se lotil s partnerjem, je TopMop. In sicer zakaj v Sloveniji, zakaj ne v Dubaju, kaj delate, malo več? Ja, zdaj pač mi pridemo vsako leto v Slovenijo, polet, in Slovenijo imamo vsi zelo radi, tudi le so naše korenine. In Slovenija ali pa Evropa je zelo razvita, mogoče tehnološko, v samem servisu je pa po moje 30 let za nami, za Middle Eastom. In ta moj prijatelj je zmer govoril čistilni servis, pa to se meni zdelo tako, kaj pa s tem čistilni servis, mislim, nisi mi zdel neki tazga, ampak pol, ko sem razmišljal, sem pol čez en let recimo šel do njega, pa sem rekel, kaj pa če mi dve narediva to na zelo visokem nivoju, da bo stranka vedno imela prav, da bomo mi urejen servis, da bomo zaupljiv servis, da bomo probali preslikati to Middle East mentaliteto storilnosti ali pa servisa v Slovenijo. In smo probali narediti ta skupek tega, integrirati to, kar pač smo mi navajeni v Dubaju. V Sloveniji tega še ni. Se pravi, moja mami, ki rečem, da imamo mi čistilni servis, bo naša strokovnjakina za čistočo prišla, pa bo učistila neki, pravi, pa moram pospraviti, preden pride. Ta mentaliteta je, da je treba pospraviti, da ne bo kdo rekel, da je umazana. Po drugi strani, prej sem omenil, da mi se fokusiramo na naš posel. Se pravi, zame čistilka je zelo pomembna, ker če jaz cel teden letim, pa pridem pol v četrtek ali pa petek domov, pa me žena reče, da danes moram pa okna spucati, mislim, ni glih zdaj zdaj pa zapravljam. Tako da naša ideja je tudi, da dvignemo to industrijo čistilk in mi naših zaposlenih ne kličemo čistilke, ker se nam zdi to tako neprimerno, ampak so strokovnjakinje za čistočo. Hočemo dati temu poklicu neko vrednost, ker tudi Slovenija gre v to smer, da imamo čedalje manj časa, tudi sam veš, ti si delaš non-stop, in nimamo časa in ta poklic v prihodnosti bo bolj in bolj iskan, tako kot pri nas. Pri nas je to vsak dan pač rabimo te storitve, v Sloveniji še ne. In tle pač vidim jaz ta potencial v Sloveniji s primernim spet čustvom inteligenca, kako to pač predstaviti trgu. Veliko je čistilnih servisov, ogromno v Sloveniji. Ampak jaz mislim, da mi stremimo k temu, da smo moderni, visoko kakovostni, prijazni do naših strank, zaupljivi. Tudi naše zaposlene imajo visoke plače, se pravi, nam ni vse za dobiček. Nismo tega odprli zato, da bomo pač si basali žepe, ampak da naredimo neko dobro zgodbo, da na dolg čas naredimo nekaj novega. Se pravi, to je nekaj, kar še ni na trgu. Tako, ker recimo bi nek inženir razvil nek produkt, probamo mi to zapeljati kot nek naš nov produkt, neko novo idejo.
Top, bomo Top dali mop. povezavo. Top mop. Ja, no, top mop, the best. Pejva, Nik, fulmičun to reči. Pejva še malo na osebno življenje in sicer me zanima, danes v tem hitrem tempu je tudi ogromen stresa, ogromen izzivov. Kaj počneš, kaj so tvoji hobiji, da se sprostiš? Najprej moram reči hvala moji ženi, zato ker vedno, ko pridem iz teh letov, spet malo spiš, vprašanje je, kdaj greš in tako naprej. Prvo, kar je, rečem ženi, da grem na kolo. Tako da zelo rad kolesaram, tudi v Dubaju se je kolesarstvo razvilo. Vsi vemo, da Tadej Pogačar vozi za UAE, ne? Tako da popularen šport, seveda kolesarstvo je, tako da jaz vso to energijo sproščam na kolesu, tako da že zdaj, ko mi čakam, ko gremo v Dubaj, da bom šel prvo na kolo. Tako da načeloma, če le lahko nekje 3-krat na teden vozim. Imamo zelo urejene proge, se pravi malenkost drugače kot v Sloveniji. V Sloveniji se večino časa vozi po cestah, pri nas ti kolo vzamejo, če se voziš po cestah, ni dovoljen. Imamo urejene proge, imamo, ne vem, mogoče več kot 300 km prog zdaj že v Dubaju. Tako da probam 3-krat na teden iti na kolo, da to sprostim. Se dobim tudi malo s frendi, spet Slovenija, Slovenci se pač družimo v tem športu, tako da vedno je sonce, zdaj samo odvisen, kdaj gremo. Polet recimo, ko je zunaj 40-50 stopinj, gremo ob 4 zjutraj na kolo. Ja, hudo. No, naslednjič sem rekel, da ko pridem, gremo s kolesi. Držim za besedo. Daj mi povej, ko pa gledaš, ko ti čas dopušča kakšno serijo, kaj gledaš? V bistvu ženo zelo rada gledava Netflix, pa zelo rada gledava slovenske serije. Zdaj ne vem, če lahko malo reklame naredim, ampak recimo rada gledava kakšne kmetije, ali pa ne vem, karkoli pač je. To naj malo sprošča, to je najin čas, ki ga imamo skupaj. Ponovadi je tako, da ob večeru, ko gre najina hči spat, to je nekje ob 8, pač imamo midva čas zase, se pač uleževa pred televizijo in sprostiva kakšen snack in pogledava ali Netflix, različne serije, ali pa recimo kakšne kmetije, ali pa ne vem, kuharske serije, tako da to no. Mi tudi zmeraj vsak večer kmetijo gledamo. Ja, tako je sproščujoče, meni je to ful v redu. Me kar malo sram povedati. Ja, mene ni, jaz v tem uživam, tako da imamo vse tako, da pogledamo za nazaj in ne smemo spustiti nobene serije. Najljubša hrana, kaj ne rešiš? Od žene tortilja. Mesna, kaj ja, v bistvu ona naredi pač ta tortilja kruh, potem pa ona naredi tortiljo, se pravi, da not piščanca, te različne omake, se pravi nacho sir pa guacamole. Pa en mi je še izdal skrivnost, da daš noter tortilje čips, da malo hrusta. To je res, da, to bi lahko skozi jedel. Daj mi povej, najljubši podjetnik, slovenski ali pa tuj, oziroma mednarodni? Ali pa lokalni? V bistvu ni mogoče podjetnik, ampak jaz nekako zelo spoštujem His Highness Šejk Mohammed bin Rashid. Ta njegova vizija je neverjetna. Recimo, jaz sem tudi bral njegovo vizijo, njegovo knjigo My Vision. Kako je on šel recimo v del puščave, ker ni bilo nič. Tam je pa zdaj največji port na svetu, ali pa en izmed največjih. Bom dal primer, začel sem kolesariti nekje 2018 in od mojega doma se rabim peljati 40 minut v puščavo, ker je nek tak začetek kolesarstva. In tam so oni postavili, mi temu rečemo last exit, to so pa taki food trucks. Ampak to je bilo tako stran od vsega, da sem si rekel, ja pa mislim, Madonna, zakaj pa tle? Tle ne nobenega. No, zdaj vsako soboto tam 1000 kolesarjev. Vsako soboto zjutraj nimaš kje parkirati, ker prije cel Dubaj tja kolesariti. Hočem pa reči, da tako vizijo, ki ima on, oziroma njegova ekipa, je neverjetna. On postavil mesto nekje, ki ti reči, zakaj si zdaj to tam? Ampak on ima vizijo in bo naredil in ima tudi en rek, ki mi je všeč, recimo. Povej, kjer ga. Recimo, on prav, zdaj ga bom probal prevesti v slovenščino, in on prav, da v Afriki se mora gazela zjutraj zbuditi in mora začeti laufati, teči. In mora biti hitrejša od vsakega leva, da preživi. Ampak lev se tudi mora zbuditi in če želi jesti, mora biti hitrejši od vsake
najpočasnejše gazele, da jo ujame. In potem imam prav. Vsi tisti, ki ste v Dubaju, mi je vse na ste gazele, ali levi, ko se zbudite, začnite teči. Tako mi je taka dobra prispodoba v tem, v bistvu vsem, ki sem se pogovarjala o konkurenci, o tem, da si najboljši, se pravi, da je nekaj tako dobro prispodobo, da moraš skozi fajtati pa borbati. Tako da mi je se kar naježen. Ne, je ful dobro. Tudi jaz sem kupil takrat, ko sem bil v njegovo knjigo in mi je bila fantastična. Moram reči, da res težko vidiš osebo. Ja, res vizijo, ki imajo, je neverjetno. Greva, Nik, še na najpomembnejše vprašanje, in sicer zaključno vprašanje za naše zveste poslušalce, ker nekih imamo od mladih pa tudi do predsednikov uprav, direktorjev in tako naprej. Če bi te prosil za en nauk ali pa več naukov, kot neko zaključno misel, kaj bi bilo? Jaz zmer pravim, da v bistvu izobrazba ni samo to, kar študiramo ali pa kar se učimo v šoli, ampak je v bistvu nekje vse, kar počnemo od nekje 25 leta, 25-26, to pomeni ves ta šport, vsi te prijatelji, ki jih imamo, vsega, kar se lotimo, je v bistvu nek del izobrazbe. Prej sem omenil, da pri nas v mojem poslu čustvena inteligenca zelo veliko, to te nobena šola ne uči. To je nekaj, kar ti dobiš mogoče z nekim športom. Midva sta oba igrala rokomet, se pravi, tam ne moreš biti individualist, je ekipen šport. Se pravi, vse, kar nekaj delaš do 25-26, to pa gli zato, ker se takrat verjetno menjava, da prideš iz nekega mladega obdobja v bolj resno moško obdobje, recimo, ali pa starejši, bolj zrelo obdobje, no? Da lahko začneš z neko resno službo. Jaz mislim, da mreženje je zelo pomembno, ne? Tako da te stvari bi poudaril, da sta pomembne. Oziroma, to so moje nasvete. Nik, kdaj vas dotaknem še tvoje družine? Zelo dobro poznam tvojo drago ženo Uršo, pa 9-letno hčerko Hajo. Tako da, daj mi povej, kako je z družino v Dubaju? Ja, v bistvu mi smo trije, relativno mala družina, ampak smo eni bojevniki, super se imamo, mala družina. Tako da jaz se moram svoji ženi res zahvaliti, zato ker sem dobil priložnost za delo v tujini, me je takoj podpirala, ona imela tudi redno službo. Vse je spustila in šla z mano probati to dogodivščino. Trenutno, glede na to, da jaz letim vsak teden okoli, podpira vseh 5 vogalov, še enega dodatnega doma, skrbi za našo hči, tako da sem ji iz srca hvaležen. Deva jih pozdraviš, rekel živijo. Urša žena, lep pozdrav. Pri Marku sem nekjer drugje v podcastu in pa naša Haja, ki je trenutno pri babicah. Ne, super. Veš, da sem jaz danes zelo ponosen na naju, da sva probala ostati profesionalna in sva spalala brez kakšnih neumnosti pa bederi. Tako, kot sem rekel, drage poslušalke in poslušalci, z nami je bil Nik Lojevec, moj zelo, zelo dober prijatelj, iz otroštva veliko neumnosti pa dobrih stvari. Pa kdaj drugič povedala. Tako da on je Combilift business direktor za Middle East, predsednik Društva Slovencev v Združenih arabskih Emiratih in pa na novo direktor in pa soustanovitelj podjetja Top Mop Slovenija, ki dela novo in zelo veliko zgodbo v Sloveniji. Tako da, Nik, najlepša hvala za tvoj čas, pa zelo, zelo zanimivo zgodbo. Hvala za vabilo, tako da te pričakujemo v Dubaju. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.